Dragi prijatelji, nadaljujemo z branjem Evangelija po Marku in z razmišljanjem o njegovem sporočilu. Svetujem vam, da najprej prisluhnete video sporočilo, potem preberete današnji odlomek iz Evangelija po Marku in nato še enkrat prisluhnete video sporočilu. Na ta način boste bolje razumeli prebrani odlomek in obenem vam bo Sveti Duh lažje osvetlil sporočilo prebranega besedila. Moja želja in molitev je, da nas Bog preko tega sporočila vse nagovori in nam odpre oči, da bomo videli lepoto in razumeli sporočilo Božje besede, ter še globlje spoznali našega odrešitelja Jezusa Kristusa. Dragi prijatelji, danes preberimo ta odlomek. V današnjem odlomku beremo, da so Jezusa zavračali tako pobožnjaški farizeji, kot tisti, ki so mu bili najbližje. Vsi poznamo Juda, enega izmed 12, ki je Jezusa izdal. Toda tudi Jezusova lastna družina je menila, da je poblaznel. Prav tako so se tudi verski voditelji norčevali iz Jezusa. Čeprav so videli njegove čudeže in slišali njegovo učenje, mu niso verjeli. Namesto tega so Jezusa obtoževali, da so mu dali moč sami demoni. Ironično, v Evangeliju po Marku beremo, da so samo demoni pravilno prepoznali Jezusa. Toda Jezus ni bil v zavezništvu s hudičem, ravno nasprotno. Jezus je Satana zvezal in ropal njegovo hišo. Jezus je zato farizeje obtožil, da preklinjajo Svetega Duha. Kaj to pomeni? Njihovo neprestano, vztrajno in odločno zavračanje Jezusa je povzročilo, da so kljub temu, da so videli delo Svetega Duha, le to imenovali Satanovo delo. To je preklinjanje Svetega Duha. Vidimo, da so farizeji zakrknili svoja srca in zavračali Jezusa. Jezusova služba je bila stalno zaznamovana z ljudmi, ki so mu nasprotovali ali ga niso razumeli. Jezus je zato svojim učencem povedal serijo prilik, s katerimi je razložil, zakaj mora biti to tako. Naprimer, posejano seme je lahko pozobano, ožgano ali zadušeno, podobno kot Jezusovo sporočilo, ki ga vsi niso hoteli sprejeti. Toda določeno seme pa vseeno vzklije in skrito raste, takrat, ko ga nihče ne vidi. Tako kot drobno gorčično zrno, ki nam nikoli ne da pravega vtisa, kako veliko drevo bo zraslo iz njega. Temu sta podobna Jezusovo delo in služenje. Čeprav je sedaj majhno, skrito in preganjano, bo kmalu obrodilo nepredstavljivo žetev. Tako kot je gorčično zrno pokopano, tako tudi Jezusova smrt obljublja novo življenje, ki bo vzklilo iz tal in Božje kraljestvo ne bo več skrito. Jezus je rekel svojim učencem, da je njim dano razumeti skrivnosti Božjega kraljestva. Medtem, ko so farizeji počasi zakrknili svoja srca za Jezusovo sporočilo, je bilo učencem dano, da so razumeli Jezusovo besedo. Jezus je učencem dal sposobnost, da so kljub nasprotovanju prepoznali skrito resnico v sporočilu o Božjem kraljestvu. Življenje prihaja skozi smrt. To spoznanje, da življenje prihaja skozi smrt, naj nam da moč, ko se soočamo z nasprotovanjem. Iz naših skritih trpljenj in stisk bo Jezus ustvaril novo življenje. Jezus je umrl pod težo trpljenja, nerazumevanja in norčevanja,
toda nam pa je pripravil neverjetno težo slave, kakršne si mi sploh ne moremo predstavljati. Vsak, ki sprejme skrito Jezusovo sporočilo, bo svoboden vezi propada in bo uveden v svobodo ter v slavo Božjih otrok. Moja želja in molitev je, da naj nam ob branju Evangelija po Marku Sveti Duh odpre naše oči, da bomo videli Boga skritega v Jezusu in da bomo videli Jezusa kot tistega, ki odpira oči in mehča srca, da ga lahko prepoznamo kot svojega odrešitelja.